Zdravo! Evo, danes vam bom zaupala kar nekaj novosti, ki nas čaka na Instagramu. Zadnje čase se veliko dogaja in tudi zdaj se že napovedujejo neke spremembe. In v tem tednu je glavni šef Mezuri povedal, kaj bo novega na Instagramu v bodoče. In zdaj za nekatere bo to zelo, zelo fajn, za nekatere ne, ampak gremo najprej po vrsti. Vedno več bo pomembno, se pravi, vedno več se bo tudi delalo na zabavnih vsebinah. Naredili so anketo in sicer so vprašali sledilce, zakaj v bistvu zakaj sploh grejo na Instagram, ne? Se pravi, s kakšnim namenom, in velika večina jih je rekla ravno zaradi zabave. Zdaj na eni strani tudi odvisno, kje so delali to anketo, kakšen vzorec so imeli. Jaz vseeno mislim, da ljudje pridejo prvo seveda se tudi neka zabava, da vidijo, kaj počnejo njihovi najljubši influencerji, vplivneži, zvezdniki. Na drugi strani pa mislim, da zadnje čase Instagram postal zelo, zelo taka super platforma tudi za učenje, da pridobiš neke nove informacije, spoznaš kakšne nove branže, spoznaš kakšne nove teme, ki jih mogoče drugače nisi. Vedno bolj pa je tudi prisotno to spletno nakupovanje, se pravi, zelo se razvija tudi te shopping funkcije. Ampak da gremo po vrsti, se pravi, večji poudarek še bodo dali tudi content creatorjem, se pravi, vsi, ki kreirajo vsebine. Predvsem je tu mišljeno res te velike račune, influencerje, ki tudi od Instagrama služijo. Zato tudi v bodoče pripravljajo, da bodo tudi lahko bili v bistvu plačani od priporočil, se pravi, zdaj na nek način, ko priporočajo neki izdelek skozi kodo, si nekoliko pomagajo, pa dobijo potem zaslužek od provizije. Na drugi strani bojo pa naredili prav sistem, affiliate sistem oziroma priporočitveni sistem, ki bo na podlagi tega bojo tudi ti content creatorji, se pravi ustvarjalci vsebin, tudi plačani. Se pravi, to se še pripravlja. Celo zdaj v tujini že določene influencerje tudi plačujejo za live javljanje v živo, se pravi, da bi se čim več javljali v živo, ker to ljudje imajo radi. Se pravi, da se bo večji tudi poudarek na tem. Zato tudi mogoče sami testirajte, tudi sama bom se kdaj javila na Instagramu, zdaj tudi po novem živo, ker do zdaj sem prakticirala bolj na Facebooku. Tako da tudi to želijo, da čim več ti content creatorji, vplivneži, znane osebnosti, ki jih večina spremljajo, da se tudi javljajo živo, in celo že nekatere sam Instagram tudi plačuje, da za to naredijo ta live video. Potem velik poudarek bo na videu. Video je prihodnost, celo bi bili zdaj bolj učinkoviti, dosti bolj zaželeni kot same fotografije, ki so na Instagramu v bistvu bile prvotnega, se pravi, prvo so bile fotografije lepe, to je tisto, kar je bilo značilno za Instagram. Zdaj zaradi, vemo, lanskega leta, eksplozije TikToka in vedno več je tudi gledan YouTube, zato so tudi sami nekako smatrajo, da je video prihodnost, kar tudi je, resnično ljudje dosti raje zdaj pogledajo video, kot pa berejo. Ampak na drugi strani želijo biti tudi zabavni, smo rekli, tako da bo zelo, zelo šel v to smer, se pravi, video vsebin, predvsem reelsov, ki jih žal v Sloveniji še nimamo. Se pravi, reels je funkcija, ki jo že ima v večini državah, ki je zelo, zelo podobna TikToku, se pravi, kreiranje teh zabavnih videov z različnimi funkcijami, dodajanje glasbe, efekti, tako da to bo prihodnost, ampak žal v Sloveniji ne vem, zakaj jih nimamo, ne glede na to, da gre Instagram vse v to smer. Tu imam švinglice, tako da zato gledam dol. Se pravi, video bo zelo močen, tako da dajte tisti, ki še ne snemate video, čim več snemati, ali se javiti živo, ali tako posneti video, kot je ta. Imate na voljo enominutne videe ali pa IGTV, ki so lahko tudi dolgi do 1 ure. Potem zelo, tako kot sem že prej omenila, zelo pomembna bo tudi ta shopping funkcija, se pravi, zaenkrat še žal lahko prodajamo samo fizične produkte, se pravi, fizične oblekice, šminkice, se pravi, da v rokah držiš fizične produkte. Jaz kot spletne tečaje še ne morem, ker gre za digitalni produkt, čeprav tudi to bi naj v prihodnosti uredili, se pravi, da bi tudi lahko vsi ustvarjalci digitalnih vsebin imeli tudi svojo Instagram trgovino. Vemo pa, da morate imeti za to Facebook trgovino urejeno preko Commerce Managera, ki je v sklopu Business Managera, malo so to posodobili zadnje leto, in potem morate vnesti tam izdelke, na to
pa na Instagramu zaprositi, v bistvu zaprošnjo, da vam ta Instagram shop trgovino tudi sprostijo, se pravi, da lahko tudi na svojih fotografijah označujete izdelke in potem jih direktno vas vodijo do spletne strani vaše, spletne trgovine, oziroma vam pišejo zasebno, celo pač imajo že v tujini, za nas še ne deluje zaenkrat, da boš lahko tudi opravil nakup znotraj samega Instagrama. Se pravi, vedno bolj tudi Instagram postaja bolj ta e-commerce platforma, tako da ogromno se tudi nakupuje, se pravi, video bo zelo pomemben in ta e-commerce. In zelo pomembni so tudi Messenger, se pravi, predvsem to mišljeno bolj kot customer service, se pravi, da tudi komunicirate z vašimi sledilci skozi DM, mi rečemo direct message, se pravi, skozi sporočila, ker to tudi nekako poveča gledanost profila. Zdaj na novo bojo tudi testirali, zdaj boste verjetno tudi same zasledili na newsfeedu, da bo vam predlagali neke vsebine. Se pravi, imeli recommended vsebine, ki vam bojo oni, pač predvsem bojo tu v prednosti ti videi, ker ravno želijo to spodbuditi, da bi se še več video gledalo, zato boste mogoče večkrat zasledili neke priporočitvene videe profilov, ki jih ne spremljate, ne? In potem boste se lahko odločili, ali boste jih spremljali, ne, verjetno pa bo v spredje pač priporočeni videi tisti, ki so zanimivi, ki pač na podlagi všečkov, komentarjev tudi bo algoritem smatral za zanimive. Tako da ja, video je prihodnost, ne, to tako v marketingu na splošno, na vseh kanalih, ampak zdaj Instagram se bo še dodatno v to specializiral, se pravi, zelo bojo ti zabavni odštekani videi. Zdaj meni osebno, jaz pač se ne vidim toliko na TikToku, ne, nimam ta tip vsebine, tudi nisem več najstnica, nisem več tako mlada, ne, sem pa mlada po srcu, ampak se pravi, za nekaterim bo odgovarjalo, nekaterim ne, ampak tudi se pravi, videi so tudi lahko tako, kot zdaj vam razlagam, tudi izobraževalni, informativni, inspirativni, tako da ni tudi, mogoče da vas ne bo strah, da boste pa mogli skakati kot na TikToku, ne, tako da dajte snemati tudi take videe, ki jih čutite, ne, to je tisto najbolj pomembno, pa ko se počutite suvereni na kameri, se pravi, to pa prinese trening in vaja. Tako da ja, video, še enkrat video na vseh kanalih, v prihodnosti pa zelo pomemben, rečemo, komunikacijski kanal, komunikacijsko sredstvo na Instagramu. Če imate še kakšno vprašanje, pa mi lahko napišete spodaj in naslednjič mogoče posnamem temo na kakšno vprašanje, ki ste ga zastavili. Drugače pa uspešno na Instagramu.